Dobrodošli v Intersportu. V tem filmčku bomo govorili o klasičnih nevtralnih tekaških copatih, ki so primerni za tekače, ki imajo zmerno pronacijo ali pa imajo celo to nagibanje nekoliko manjše. Je dobro izbirati takšne, ki so torej brez dodatne podpore. Na notranji strani nimajo dodatne učvrstitve. Naprimer pri Mizuno to vidimo, da je tule zrak. Če bi bil z dodatno učvrstitvijo, tu ne bi bilo zraka, ampak bi bila plastika. In zdaj poglejmo, kaj lahko izberemo. Od Mizuna imamo kar 3 različne modele, ki se med seboj razlikujejo po tej mehkobi. Najbolj mehek model je prav gotovo Mizuno Enigma. Potem malo bolj čvrst je Mizuno Ultima in tretji, že tako na pol tekmovalni model je pa Mizuno Wave Rider. Med Asicsovimi nevtralnimi modeli v klasičnem razredu lahko izberamo med Nimbusom, med Cumulusom in posebno izdajo, edicijo za Intersport Gel Glorify. To so torej tekaški copati, ki se odlikujejo po vzdolžni čvrstosti. V primerjavi z drugimi modeli so prav te bolj čvrsti v dolžino. To bojo kar hvaležni tekači, ki imajo nekoliko bolj občutljivo stopalno vez. Na ta način jo manj obremenjujemo. Če se usmerimo na Brooksove tekaške copate, med klasičnimi nevtralnimi modeli, izberamo lahko med glicerinom in Ghostom. Oba dva sta si v bistvu zelo podobna en do drugega, le da je ta nekoliko bolj elastičen v prednjem delu. Pri Adidasu lahko izberemo med Energy Boostom, Ultra Boostom in še dodatno, to pa je model Supernova Glide. Salomon nam ponuja X-Scream model in Sonic Pro model. Saucony nam pa v razredu klasičnih nevtralnih copat ponuja model Triumph. Seveda pa lahko izberamo tudi modele Nike, naprimer Pegasus in Vomero sta modela, ki nas lahko popolnoma zadovoljita v tem razredu. Kaj pa iz vidika širine v prednjem delu, ali so ozki ali širši? Od Salomona Sonic Pro se je pokazal kot izjemno ozek. To bojo veseli tekači, ki imajo ozko stopalo, nikakor pa ne tekači z širšim stopalom. Raj ne izberite tega modela, kajti pride lahko do mravljinčenja, otesnitev v bistvu živcev in si lahko naredimo precej škode. V tem primeru izberamo raj širše modele in večina tekaških copat, ki smo jih testirali, ki so tudi tlele na mizi, so srednje široki. So pa seveda tudi posebej široki, so se pokazali kot Mizuno Enigma ali pa tudi Saucony Triumph je precej širok v prednjem delu. Adidas pa naprimer je dokaj ozek, ampak naprimer tale model od Ultra Boost ima zelo elastično ta prednji del in v tem primeru je manjša možnost otesnitve živca. Želim nam dobro izbiro in seveda dober tek!